Če imaš uspešen posel, ampak mogoče se kdaj prikrade tista slaba vest, ker si pač želiš več, ali pa če imaš uspešen posel, ampak ni pa konsistentno, da prihajajo nove stranke, ali pa mogoče, da moraš veliko časa nameniti marketingu in te to totalno ne veseli, ali kaj podobnega, potem je ta epizoda podcasta točno zate. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Danes s tabo želim deliti 5 znakov, da je tvoj posel oziroma brand pripravljen na naslednji nivo in kako v bistvu ugotoviš, kaj sploh narediti in tako naprej. Še preden pa grem v samo tematiko, pa imam zate eno posebno vabilo in sicer pripravljam en online trening, kjer bomo pogledali oziroma kjer ti bom pokazala, kako lahko iz dobrega posla ali pa branda preideš v vodilnega. Tako da spodaj bom pustila prijavnico, kjer se lahko popolnoma brezplačno prijaviš in pridružiš. Na voljo nekaj časa bo tudi posnetek, tako da brez skrbi, če slučajno ne moreš v živo. Zdaj pa greva torej pogledati, kaj je tistih 5 znakov, da je tvoj posel pripravljen na naslednji nivo rasti, pa mogoče še ni vse pripravljeno. Zdaj, verjetno, če poslušaš ta podcast ali pa gledaš na YouTubu, verjetno že imaš nek uspešen posel, ampak si mogoče želiš več. Mogoče več strank, mogoče bolj redne stranke, mogoče si želiš več časa, da se potem lahko bolj intenzivno posvetiš svojim strankam ali pa svojim hobijom ali pa svoji družini ali poskusiš mogoče kaj novega in tako naprej. Oziroma, da želiš v bistvu maksimalno izkoristiti čas. In zdaj, kaj je teh 5 znakov, da je mogoče čas, da narediš naslednji korak. Prvi znak so nepredvidljivi prihodki. Mogoče imaš mesece, ko so ful dobri rezultati, ko imaš veliko strank, ko imaš veliko dohodkov, vendar pa tega nekako ne moreš napovedati ali pa predvidevati, kateri meseci so, in potem mogoče živiš malo v strahu, koliko strank boš imela naslednji mesec, pa ne zaradi tega, da ne gre tukaj samo za to, da preživiš, ampak v bistvu nimaš neke stalne konsistente za rast podjetja. To je v bistvu en taki res dober znak, da je mogoče čas, da v bistvu postaviš svoj posel na naslednji nivo. Drugi znak je marketing. Marketing, ki ni pisan na tvojo kožo, če tako rečem. Pa mogoče bom podelila zgodbo, ker je veliko podobnih, ki jih slišim. Zadnjič sem imela sestanek z eno zelo prijetno podjetnico, ki je že uspešna, ki je super fajn in vse, ampak mi je v bistvu skozi pogovor sem zaznala, da je marketing nekaj, kar jo ful bremeni in je nekaj, v čemer ne uživa. In vmes mi je tudi delila, da sicer je fajn, ko na Instagramu kaj objavlja, ampak je tudi problem, da če ne objavlja, da potem v bistvu tudi ni strank. In da mora konsistentno delati nekaj za marketing in redno objavljati in da ji to vzame veliko časa, tako da pol skoraj da nima več veliko časa in ne ostane, da bi lahko vzela potem še recimo več strank, ki bi pač plačljivih, je tukaj v bistvu en takšen problem, ker če nimaš prostora oziroma časa, da vzameš več strank, sploh če delaš 1 na 1 ali pa potrebuješ za vsako stranko nek čas, potem je seveda tukaj lahko zelo veliki problem, če delaš samo na pridobivanju strank, ne moreš pa jih v bistvu potem pohandlati, če temu tako rečemo. In na drugi strani je velik problem, če v svojem poslu delaš marketing, ki ti je muka, v katerem ne uživaš in tako naprej. Zakaj? Jaz vedno zagovarjam, da se zakaj zdaj to ni okej, zaradi tega, ker na dolgi rok te bo to zelo izčrpalo in vodilo do enega tistega, da samo delaš, enega takega, ker nisi v svoji polni energiji. Seveda, če nisi v svoji polni energiji, polni moči, tudi svojim strankam ne moreš dati maksimalno, tudi če se še ne vem kako trudiš.
In v bistvu ni potrebno niti, da je tako. Zakaj jaz vedno zagovarjam, da vsak posel, vsaka podjetnica, vsak podjetnik lahko najde ali pa si ustvari način marketinga, promocije, pridobivanja strank, ki bo pisan na njeno oziroma njegovo kožo. In ja, včasih se zgodi, da smo na podjetniški poti pač ne vidimo tega načina, te poti, kako zdaj ustvariti ta svoj marketing, ki bo pisan na tvojo kožo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti ga bo fajn delati, a ne. Recimo, jaz sem našla zelo lep način, zato da lahko posnamem oziroma redno snemam te podcaste. In ja, mi je fino to posnet, čeprav mi včasih ni bilo udobno, ampak sem ugotovila čez čas, da je v bistvu to nekako moj način, kjer lahko pač konsistentno tudi delam nekaj, v čemer tudi uživam. In čisto vsak, tudi če tebi mogoče ni na ta način všeč, ali pa ti ni blizu, ali pa se ne prepoznaš, da bi ti bilo ok to delati vsak teden, zmeraj se najde pot oziroma način, ki pa ti bo ok. Recimo, pred nekaj časa sem delala 1 na 1 z eno spet čudovito podjetnico, ki tudi nekako ni bila najbolj za marketing oziroma je imela skorajda malo prepričanje, da je marketing nekaj negativnega. In prva naloga seveda tukaj je bilo, da pogledamo najprej, zakaj je to nekaj negativnega, Ker če to jemljemo kot nekaj negativnega, potem nam verjetno nikoli ne bo, karkoli počnemo glede marketinga, nam ne bo všeč. In bomo jemali kot to, da nekoga silimo, da nekoga vlečemo k nakupu, da nekomu težimo in tako naprej. In seveda to ni način, v katerem verjetno si kdorkoli želi živeti oziroma delovati v svojem poslu, pa tudi ni nujno. Zato sva potem najprej torej pogledali, zakaj vidi marketing kot nekaj negativnega. Ker če smo realno pogledamo, če ti v svojem poslu počneš nekaj, kar pomaga tvojim strankam, kar jim rešuje nek problem, torej da delaš nekaj res dobrega in da ima tvoje storitve oziroma produkti res vredno za tvoje stranke, potem je skorajda tvoja dolžnost, da čim več ljudi izve za to storitev. Velikokrat potem dam en res taki primer, ki mogoče ti da bolj zamisliti, da če imaš ti zdravilo za neko redko ali pa neozdravljivo bolezen ali pa neko metodo, seveda je smiselno oziroma je edino dobro, da čim več ljudi izve za to zdravilo. In enako je v tvojem poslu, tudi če zdaj ni to življenjsko pomembno, ampak verjamem, da če si tukaj, da počneš nekaj dobrega, nekaj, kar pomaga tvojim strankam, je zelo pomembno, da čim več ljudi izve torej za to zdravilo, da lahko ti tudi čim več ljudem pomagaš, oziroma da ima čim več ljudi, nima več te težave, ki jo ti rešuješ. In seveda to lahko delamo z marketingom, ki pa je lahko pisan na tvojo kožo. In zdaj, če ne najdeš ta prave poti oziroma ne vidiš poti, kako bi lahko ustvaril oziroma ustvarila nekaj v tej sferi, da lahko ob tem tudi uživaš, potem je čas, da mogoče si poiščeš neko dodatno pomoč, neke zunanje oči, ki ti bodo mogoče dale boljšo usmeritev. Oziroma, ki ti bojo dale kakšno idejo, ki ti bojo pa potem dale usmeritev, da rečeš ja. In meni z mojimi strankami se mi to redno dogaja. Že prej, ko sem omenila to podjetnico, je potem mi prav na koncu napisala, da si ni mislila, da bo v bistvu imela nek sistem postavljen, kjer bo snemala z užitkom in ob tem maksimalno uživala in snemala podcaste, ker ob tem res uživa, in da sva postavila cel sistem, da ne rabi čisto nič drugega delati kot to, da enkrat na teden posname en podcast, in iz tega sva potem razvila recimo cel sistem, iz katerega dobi tudi objave za družabna omrežja, za novice in vse potrebno, je v bistvu totalno zacvetela. In jaz res verjamem, da vsak izmed nas lahko najde svoj način, kako lahko gradi oziroma dela na marketingu in ob tem uživa. Tako da, če ne uživaš v tem ali pa da te ne veseli to, kar počneš, potem je zdaj idealni oziroma je to znak, da greš na next level, da poiščeš torej pravo pot. Tretji znak, da tvoj posel pripravlja na naslednji nivo, je, da rast zahteva vedno več tvojega časa. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu
Običajno se to kaže v tem, da delaš 1 na 1 z strankami in da seveda imaš neki maksimum, koliko strank lahko obdelaš, če tako rečemo, in potem imaš, tukaj se ti zaustavi. Več kot to ne moreš, ker pač ima dan 24 ur. In to, če delaš 7 dni na teden, 24, pač dobro, to niti ni vzdržno, ampak tudi če pogledamo tako, zelo teoretično, pač je nek maksimum. In zdaj, če si predstavljaš, da želiš pa rasti svoj post, torej da želiš večjim strankam pomagati, priti do več dohodkov, je seveda tak sistem ti tega ne omogoča. Zato je čas, da greš na nov nivo oziroma da nadgradiš svoj posel. Mogoče bo to pomenilo, da avtomatiziraš določene dele svojega posla, ki jih zdaj počneš na roko, ali pa jih delegiraš. Mogoče to pomeni, da moraš bolj prilagoditi svojo ponudbo, da bo ena vodila v drugo in da ko nekdo pride v tvoj svet, v tvojem svetu oziroma v tvojem poslu, potem ostane nekaj časa in kupuje torej več ponudb eno za drugim. To pomeni, da v bistvu, če imaš več ponudb, ne prodajaš vsake ponudbe čisto posebej, ampak recimo prodajaš eno, ki je vstopna točka in potem naravno vodi do drugih ponudb. Mogoče ti manjka tak sistem, Mogoče je dobro, da pogledaš, kako lahko optimiziraš svoj delivery, torej tudi če delaš 1 na 1, kako si lahko postaviš sisteme, da to narediš hitreje. Če imaš neke standardne sisteme, da vsakič za stranko imaš, določene sestanke, pa da jih potem pripraviš mogoče, neko poročilo, Tukaj je zelo pomembno, da si lahko narediš celotne sisteme, kjer že imaš pripravljene maile, ki jih potem samo recimo prilagodiš, kjer imaš pripravljene predloge, kjer samo vpišeš podatke in ti bo prihranilo veliko, veliko tudi časa. Ampak, če opaziš, da zaradi svojega podjetja potrebuješ investirati več svojega časa, drugače ne gre, potem je to definitivno eden izmed znakov, da lahko greš na naslednji nivo. Oziroma, da je fajn, da razmisliš o tem, da greš na naslednji nivo. 4. znak, da ponudbe niso povezane v jasno pot stranke. To sem se že malo dotaknila tega, Velikokrat vidim, da podjetniki pa podjetnice smo pogosto velikokrat ful kreativni in radi ustvarjamo nekaj novega, neko novo ponudbo, pa kaj bi še lahko, pa to bi še lahko, pa tisto bi lahko, ampak velikokrat pa se ne zavedamo, da vsakič, ko ustvarimo neko novo ponudbo, da to ponudbo bomo tudi morali prodati, ne glede na to, ali je to brezplačna ali plačljiva ponudba. In če tukaj pač pozabimo na to in ta ponudba ne paše v naš sistem, da bi se bolj ali manj sama prodajala, ker pač stranko vodimo na tak način, potem lahko pademo v to zanko, da nenehno nekaj novega kreiramo in te ponudbe se niti ne prodajajo tako zelo, kot bi se lahko. In imamo potem občutek, pa kaj, saj me sprašujejo, da želijo imeti to, pol pa ustvarim to, pa se ne prodaja in tako naprej. Zato je zelo fino, da imamo postavljeno pot stranke od prvega stika do ponovnih nakupov. In ko imamo postavljeno ta sistem, lahko točno v bistvu opredelimo, na kateri korak bi ta naša nova ponudba tudi pasala. Zato, da bo potem v bistvu, da ko nekdo pride v naš svet, torej se sprehaja iz ponudbe v ponudbo in ne rabimo mi zmeraj znova prodajati vsake ponudbe posebej. Okay? 5. znak je, da imamo potencial rasti večji od trenutne strukture. Če čutiš, da ima tvoj potencial ali pa tvoj brand za pač potencial, da doseže veliko več strank, pa nimaš ali pa ne vidiš sistema, ki bi ti to omogočal, zato da bi rast bila nekako konsistentna in da bi stabilno oziroma konsistentno prihajale tudi stranke, je to lahko en čudovit znak. Zdaj, zadnje čase dobivam velikokrat tudi vprašanje od podjetnic, ki delajo v offline svetu in želijo svoj posel prenesti tudi v online svet. In seveda,
tukaj je potencial seveda zelo, zelo velik. Je pa ena velika zanka oziroma napaka, ki jo pa pogosto vidim in potem rečejo, ok, v online svetu pa meni posel ne deluje, je to, da v bistvu pogledajo varianta, kaj že obstaja, kdo kaj dela, a ne, in potem želijo enako narediti tudi v svojem poslu. In če delaš ti enako, si potem seveda še samo eden izmed teh delčkov. Zaradi tega je tukaj v bistvu potencial te tvoje rasti oziroma razvoja lahko velik, ampak če ni izkoriščen na pravi način, potem seveda nekaj ne štima. Tako da, če imaš občutek, da imaš večji potencial, da lahko dosežeš več ljudi in da imaš to možnost, ker so z tvojimi storitvami ali pa izdelki, ki jih prodajaš recimo v online svetu, stranke zelo, zelo zadovoljne, ampak pač online svet je veliko večji in je seveda potencial za rast tudi tukaj veliko, veliko večji. In pa še bonus, znak, ki ga pa tudi slišim ali pa vidim velikokrat, pa tudi jaz sem padla oziroma sem ga zaznala pri sebi, je to, da imaš občutek nehvaležnosti oziroma da imaš slabo vest, ker nisi dovolj hvaležna, ker imaš recimo uspešen posel. Ti dam kar tako konkreten primer, ker ga velikokrat pa mogoče se bo marsikdo prepoznal v tem in je zelo pogosto. Torej recimo, da imaš posel, ki ti omogoča lepo življenje, ki je čisto ok, a ne, ni zdaj mogoče, da obogatiš ali pa da si ful bogata, ampak da lahko recimo zelo normalno, udobno živiš, a ne. In potem imaš hkrati veliko željo še po več, pa ne nujno po več denarja ali pa tudi, kar ni nič narobe, ker več kot imamo, več lahko tudi damo, ampak da imaš ta slabo vest, a ne, ker si želiš več in da nimaš mogoče, lahko si hvaležna za to, kar imaš, ampak mogoče imaš slabo vest, ker se ti zdi, da bi mogla biti hvaležna in da bi ti moglo biti dovolj to, kar imaš. In to je en veliki, veliki znak, da si tik pred tem, pred prebojem, oziroma da si prišla do ene točke, kjer se lahko odločiš, da greš naprej in narediš preboj, ali pa se obrneš nazaj, a ne, in se prepričuješ, ok, ne, se jaz imam dovolj, moram biti hvaležna za to in se potem zaciklaš v en taki nazaj v posel in počasi začneš v tem ciklu potem zamirati, a ne. Tako da, če imaš občutek, da si želiš že več, pa tudi če imaš zraven kakšno slabo vest, mogoče, ker nisi dovolj hvaležna ali pa kaj v tem stilu, to je en taki znak, da si v bistvu tik pred prebojem oziroma da si definitivno pripravljen oziroma pripravljena na naslednji korak. In zdaj, če ugotavljaš, da si pripravljena na naslednji korak, pa ne veš čisto točno, torej nekaj idej sem ti že dala v tem do zdaj, a ne, v tem videu, ampak če si želiš pa več oziroma konkretno strukturo, kako narediti ta preboj, pa te seveda vabim, da se nam pridružiš na treningu. Brezplačno vstopnico si lahko rezerviraš v linku spodaj. Jaz ti pa želim veliko uspehov in čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.